December je čas glamurja in zabav. In za sindikalno oddajo tistih dnevov v mesecu nam je na pomoč pri urejanju frizur in make-upa priskočil Remington. Z njihovimi produkti nove linije Airweave smo v zadnji oddaji leta 2025 blestele. Vesna, ki ima vedno ravne lase, je končno doživela preobrazbo s kodri, tudi larikodi res pašajo. Moje lase pa so pogladili z novim ravnalnikom in tako izgledajo še daljši, še bolj gladki in brez friza, ki nam gre vsem tako na živce. Ste pripravljeni slišati odgovore na vaša izvirna anonimna vprašanja? Spicy bo. Tisti dnevi v mesecu. Dobrodošle v zadnji letošnji oddaji. Lara in Vesna. Lepo pozdravljeni. In Kajči na sredini danes. Ja, kva pa to Vesna me je dala na svoj prestol. V bistvu je prosila, da gre. V bistvu sem se tako upirala. V bistvu si ona to potihoma želela. Pa tudi jaz sem se odločila, da lepo krasek sodi bližje k smrekci. Tako da, ja, kaj no? Kako lepo si to povedala, ampak drugač obe sta prekrasni. Enako. Res lepo. Dajmo se hvaliti. Frizure. Če nisem, mislim, ne, da nisem navajena, ampak res je tako, hudo je. Da, A veš pa, kje je tvoja kamera? Ne? Ta, pa ta. Tlej fulaži, kaj so mena. Živja. Tako da, ja. Kaj si Kajči danes pripravljam? Na Instagram smo dali vprašanja našim sledilcem, da nas vprašajo karkoli šte. Ne? In ste vprašali. Fulejnih različnih Kaj mene gledaš, so vprašali. So vprašali. Tako. In jaz mislim, da najbolj, da kar začnemo Questions and Answers oddajo. Pa še nekaj smo dobili, ne? Eno posebno... Ja, v bistvu sem dobila prav eno posebno prošnjo pod svoj profil, v bistvu fulejnih vprašanj. Ja. Bom tako rekla od našega... Ti si šerala tudi, ne? Ja, od našega... kako ne rečem, fena. Sledilca? Fena, sledilca, bom rekla, da je Marjan. Dajmo reči Marjan je fajn ime. Tako da lahko prvo na to odgovorimo, pa ti prepuščam. Ok, prav, ja, dajmo. V bistvu Marjan je napisal nekaj situacij in kako bi mi na te situacije reagirali. In tebe je Marjan prosil, če lahko na vse odgovorimo. Če lahko na vse odgovorimo. Okay. Marjan, pa dajmo. Tako da, pač, Marjan. ampak ne rabimo biti pa ful dolge, če je pol še ful enih vprašanj. No? Ja, prav. Ja, Evo, Marjan, samo zate. Samo zate, za To, da ima- zvestega Koliko? gledalca. 45? Koliko imamo zdaj? 45? Aj, 45. Boj... 46. O, moj. Ja. A ja, 45 je bilo, ja. Ej, tako. čin. Čin. 46. Čin, pa na praznike v bistvu, ne? Pa na praznike. Oh. Ja. Marjan, TDM 46. Požen. Rosi. Kaj pa to? No, dobro. A gremo, začnemo. Dej, Okay. šutni. Kaj bi naredile? Tako je začel. Tvoja simpatija ti končno odpiše, ampak vedno odpisuje samo zvečer in vedno z vprašanji, kaj delaš. Jaz ful nisem dobra za ta vprašanja, ker sem vse napisala. Mislim, jaz bi zihar nekaj časa odgovarjala, ne? Pa mogoče kasneje, če bi mi šlo to ful na živce, Ja, sej to pač daš. se oddalila. Jaz odpomo, pa bi pač vračala te energy. Ja. Ne bi ga. Bila Ja. bi tako, okej. Marjan, jaz bi odpisala najprej, kaj delam, 4krat, če bi bila dobre volje 6krat, in ta 7. bi napisala, a nimaš pametnejšega vprašanja in a te nič drugega ne zanima, in potem bi, in dala bi smajlija zraven, tako da bi bolj prijazno deloval. In pa, če bi upgradal takrat, če bi pa naslednja spet napisal, kaj delaš, nič, kar bi tebe, kadarkoli v življenju še zanimalo. No, lepo. Ja, pa- Okej. Res lepo. Jaz imam sicer en random fact. En tip je v mojih DM-sih na Facebooku, na Messengerju, Ja? ki mi vsako leto napiše, hej, kako si ali neki. Ali pa mogoče ne vsako leto, no vsake toliko časa. In jaz... Večkrat ko na vidim- leto. Ja, okej. Ne, niti ne več, ampak jaz, ko vidim to sporočilo, sem vsakeč tako, kdo je to? In odprem in vidim, da si tako že 10 let sam s sabo pogovarja. Hej, živijo, Jaz kako nikoli si nikoli Hej, pisala živjo. sploh. Ne. Tako da, Se pravi, njega še vedno zanima, kako si. zna se tudi to Ustrajam pa je, a ne? Vztrajam Drugač pa meni je. vsak let en za rojsten dan pošle tako svoj selfie pa rože in tako napiše vse najboljše, tako slika se z rožami, pa še da bi jih poslal. lepo. Ampak slika Wow, se z rožami. to je zelo lepo. In sestri, obema isti. Aha. Fajn. Okay. To je tudi posebno. Ja, zelo. Gremo naprej. Na zmenko ti pove, da se tu pa tam še dobiva z bivšo, ampak da to nič ne pomeni. Kaj bi naredile? Cancel. Kaj sem ti rekla? Kaj bo Kaja odgovorila, ker si mi prej omenila to vprašanje? A res ti bi takoj cancel? Ja.
Da se z bivšo dobiva. Pa mu sem reče, mislila, da mu mogoče- nič ne pomeni več. Pa nima veze, z bivšo nima kaj se dobivati, če se hoče z mano. Ja, ok, sem kaj pa, če ima teksten razlog za to, recimo, ne vem, da sta sred ločitve še, ali pa da se moraš še odseliti, ali pa če imata skupno Pa otroke. to, da se dobiva, jaz mislim, je tako slišati, kot da se ona dva kaj družita. Na pa kavice, to. ok. Na kavico gresta, ne gre ta seksat, Kaja. Sem, da primer damo. Meni bi Ja, bilo ni nič vseeno. zdaj Tebi bi bilo specificirano. vseeno? Meni je bilo vseeno, ker to sem že povedala, da če bi imela občutek, da je pač ona bivša in da ima ta za razlog, da se dobita, ker more, ne vem, si jih vrniti denar ali pa ona njemu ali pa whatever, veš, kaj ti hočem povedati, da Ja. imata neke stvari za porihtati, me ne moti in če mi ne da ti razloga za ljubosumje, mi je vseeno. Ok, mene tudi v tem primeru ne bi. Čisto če imata vseeno. še kaj za porihtati, recimo. Če imata pa za porihtati to, da on ni prebolel in se to čuti, da ni prebolel in gre bolj Ali pa ona. prosjačet, za njo mi je vseeno. Sem se nima veze. Pa jaz sem imela tako situacijo, pa mi je bilo tako vseeno. Zato, Kaj, ker je ona ona ni hotla, ona je hotla nazaj, on pa ne. In sta se pač sem še dobila, da sta se pomenila, da je stvari prinesel nekaj. Meni je bilo tako vseeno. Meni je bilo res vseeno. Kaj, če je njemu ravno. Zakaj rabi on hoditi? Ja, če sem mogla očitno še neke stvari porihtati. Ja, pa zato, ker sem mu smila, pa si je bil še pa 20 let z njo, ne vem, 15, pa pač težko odjebeš kaj od človeka. Jaz pa bi še imela tudi realno še ene Več stvari ni za več. porihtati. Zanima me, kaj bi bilo, če bi šla z Jakom na razen, pa si ne želim tega in bi ti potem rekel, ne vem, ker bi bil še bogi ali pa whatever, ti bi šla pa že naprej, pa bi imela noga, bi rekel, ej, a se lahko plis dobiva, da se sem še ene stvari pomenila, da jaz predelam in bi ti njemu rekla, bivši si gladko, se ne bom s tabo dobila, bo bi moj klinac rekla. Enkrat se dobiš, ali pa dvakrat, ne pa da se tako neki dobivaš. Dobro, se ne Dobro, samo mogoče moraš rešiti kakšne stvari. Ja, rešiti moraš kaj, mogoče še No, kdaj te kakšne dve Da stvari. imaš, da imaš Dobivali, jaz pa selitev, malo. da si vrneš kakšne stvari. ali To, pa- ajde, ja, to Okej. štekam. Vse pol pove, ej, morava se dobiti, ker si morava, ne vem, zamenjati stvari ali nekaj. Ja. Se ni rekel. Ne, malo se dobivam z bivšo, a te moti. To mi rekla, Ja, moti, okej, ja, okej, ja, to bi to pa bi tudi tu vsak mene. rekel, da me moti. Da gre zdaj dvakrat na teden na pijačo, tako malo, kaj se kaj dogaja, pa če bi tudi mene, I guess. A, no, ja. No, Okej. Tako, okay. Ok, naprej. Tip, ki ti všeč, te končno povab ven, ampak na dan, ko si že obljubila Girls Night, kaj bi naredila? Jaz sem stara in pri teh letih bi imela Girls Night. Ker če je ta pravi, bo razumel, če sem se že prej s puncami izmenila in mu šla na Girls Night, ker greva lahko naslednji dan, predtem, potem, če je lahko se direkt pelem iz Girls Night, veš, kako bo fajn. Ja, no, jaz sem mlada in se strinjam s tabo. Pač, Kaj či? moraš imeti svoj čas in da on razume že od začetka imeti ta standard, da ti imaš svoj čas in pol tist, ki si se prej z njim zmenil, tist ima prednost. To je zdaj pri meni pravilo. No. Ja, tako da nima veze, v bistvu, če so to Girls Night ali je to, ne vem, obisk pri starših ali nekaj. Mislim, Se strinjam, ja. Sicer priznam, da sem v preteklosti že skenslala punce, zato da sem šla s tipom, ampak hvala Bogu so srčice moje, ki so še vedno z mano in so razumele takrat to. A Jaz zdaj pa ne bi. vem, A zdaj pa ne bi. Tudi bi razumela, ampak jaz pa zdaj vem, da ne bom več zbirala tipov pred njimi, da če smo se me zmenili, gremo me in bo on že počakal, ker vedno bo počakal. Okay. Tako, kot so one počakale že kdaj, ne? Okay, da bom naslednjega sam zakajo. Vesna začne flirtati s tvojim fantom, z Jako, Ja. za katerega pač ve, da je tvoj fant, kakorkoli. Kaj bi naredila? Ampak tako očitno začne flirtati z njim, ne tako v joku. Aha. Ja, na živce bi mi šla. Jaka vem, da se ne bi odzival, oziroma bi se pač jokal nazaj, tudi če bi bilo zares. Ali bi mu pa njemu kaj rekla, da se me malo odmakne, ampak na zigar ne bi bila. Zigar. Do njega ali do mene? Do tebe. Aha, Če se on ne bi odzival, če bi se on odzival, bi bilo pa najprej na njega, pa pol tudi na tebe. Okay. Ja, kaj bi pa vi naredili? Ja, pa se najbrž. Pač, če prijateljica ve, da je tvoj fant, ali pa recimo, ali pa Ja. da je fant, ki ti všeč, pač pol si ono alo. To ni prijateljica. Ne greš v live upecat fanta od prijateljice. Ja, ne, valjda, da ne greš. Mislim, Ja. Razen, če mogoče kjera narobe razume, da je pač sam friendly, pa pač... Ni, ja, kaj je res? Zveniš, kot da se ti je to že Ja, zgodilo. res se mi je zgodilo, drugače. Da me enkrat ena prijateljica obtožila, da sem bi osvajala fanta, sam ga res nisem, no, ker sem imela tudi jaz svojega fanta in pač nisem pač flirtala, sem pač hecala, sem se mal. Tako da, dobro, kukorkoli, gremo naprej. Čakam. Okay, med akcijo predlaga, da bi poskusila nekaj, kar je videl pri bivši. Kaj bi naredila? Tle pa smo na občutljivih. A res? Ja. Omeno pa to ne bi motil. Kot kaj? Kje? Oprosti, ideš še Med enkrat. akcijo. Se pravi med seksom. Ja. Ja. Tle se pa meni... Kaj pa?
Kaj, nekaj, kar je on sprobil že z bivšim. Nekaj, kar je sprobil, mogoče nek položaj ali pa nekaj, kaj se vem, kaj. Ja, vem, kako ti formuliral posli. Ej, z Ireno nama je tako ful pasala, bi ti tudi tako probala. No, to je pač ne. No. Ja, valjda je odvisno, kako vpraša. Ja, pač, če bi mi, mislim, ne moti me to, da ja, mislim, upam, da je sprobil že kakšen položaj pred mano, ne, to bi bilo kar kul. Ampak govorim pa, če pa to, kako to artikulira. Mislim, a pa recimo neki izdelek, kaj smo že imeli enkrat nek vibrator, ki je v bistvu kakor za namazati. A veš, da pol ti vibrira. Je rekel, midva sva to uporabljala, a bi še midva probala, to bi te zmotila, recimo. Ja, veš zakaj? Kaj lahko reče, vem za en lubrikant, a bi ga sprobala, brez da sploh omeni bivšo, ki je tle nerelevantna pri tej celi situaciji. A štekaš? Mene že ta beseda bivša, pa to, da je v posli rečena, pa med seksom rečena, me ziritira in pač ni treba. Ti? No, me to ne bi motil. Res? No, res. Kaj bi si pol cel predstavljala, kako zdaj to on dela z njo in a sem jaz dosti dobra, a sem ista, a sem boljša. A enako odreagiraš na te vibracije. Jaz bi se cel cajt obremenjevala, namesto da bi uživala. Okay. Ali pa pač ne vem, tudi če bi rekel en one night stand ali pa ena punca, ki sva enkrat neki, dej, vzdrž se to, reč, vem za eno stvar, ali pa, veš, en položaj, bi probala tako, super, probam. In bo moratel in bo dubu to svoje, sam ne bi bil še omenjati. Sej. Meni tudi ne omenje bil še v spalnici, lahko je v dnevni sobi ali pa ob večeri, to mi ne moti, ker je pač tako še. Ne, če bi imel rad prijeten večer, pa bolje, da se... Ja, tako. A Marjan, še kaj? Še. Sleče se, on se sleče in v tistem momentu predlaga, da bi to vse posnela. Ampak samo za vajno uporabo, obljub, da pač samo videl, boste videla ta posnetek akcije. Gigi Mijija. Aha, že imaš. Ne, nimam, ampak... Nimaš? Nisi prepričljiva, drugače, po mojem imaš. Nimam posnetka, ampak pač, da bi mi, pač po mojem bi to pol nujno ali zbrisala ali nekam zaklenila, zato da to se nikamor ne... Jaz se ne bi. Ampak pač... Se ne bi. Ne. Ti bi se? Ti si se? Imel sem telefon, na katerem bi ta posnetek ukradel dala. Upam, da nikoli ne pride kamorkoli. Ne. Držim bez ti. Ja, hvala. Jaz se ne, veš, zakaj se ne bi, ker bi me vse bi me motilo. Jaz bi sem gledala se, kako zgledam. Je pa ful čuden gledati. Če bi dobro zgledala. Ja, nič, vse mi je, mene moti že faca moja, če se vidim takrat, ko mi dogaja, in njegova, če vidim, ko mu dogaja, ker pač takrat ti dogaja, da človeku dogaja, ampak ni pa zdaj glih tako, ni fotogenično. Mislim, sej čuden. Veš, in je čuden in jaz vem, ampak jaz bi se obremenjevala že med akcijo, kako bo to zgledalo. V bistvu se sploh ne bi posvečala akciji, jaz bi se posvečala, kako če na kameri dobro zgleda. In pa bi gledala sem, če je bilo dobro in pa sigurno bi najdla en kod, da bi se videle une strice. Strice sem rekla. Ne, sej ful čuden. Pač ne vem, zakaj nisem zbrisala takoj, ko smo posneli. No, še zadnja. Ok, hoda z enim tipom 3 mesece. Vse je lepo in prav, v prvi meseci, vse posod so še metuljčki, vse je krasno, ampak ti reče, da noče, da se druža s svojimi moškimi prijatelji in da ga šlo žurat sam takrat, ko gre tudi on zraven, po 3 mesecih. Se majčka druga slika pokaže. Kaj bi naredila? Zakaj me sprašuješ to? Ja, pa kaj? Da bi bila tako, ok, bye. Ne bi bila ok, bye. Rekla bi, ok, ampak jaz vsem grem. In pa deal with it, ker pač ne delam nič. Baj, grem. Ne, baj, mislim, ne njemu baj. Deal with it, pač, sorry. Ne. Pač imam moške prijatelje in grem z njimi in se imam fajn in obstajali so pred tabo. In očitno bojo obstajali tudi po tebi. Ne, ampak tako, deal with it, ker pač ne počnem nič slabega in nimam slabe vesti zaradi tega in pač pika konc. In če ne moreš tega sprejeti, boš verjetno se prej kot svej poslovil, ker pač to ne bo funkcioniralo. Ja. Jaz bi se usedla, pa bi se pogovorila pač v smislu, da kaj ga tako moti, oziroma kaj... Ja, kaj ne zaupati. Je problem. Ja, ne vem, naj pove, ne vem, ta pa ta se mi zdi, da je zatreskan vate, ali pa ne vem, neki, zato da veva, s čim mava opravka, pa zaradi mene jaz sem bolj pozorna lahko pol na take stvari, ker se mi zdi, da včasih ženske niti ne vidimo, da je nek kolega zatreskan vate, sem tako, friendly. Ja, to je ampak pač ti oziroma partner, ali pa ti kot partnerka, ne, če bi bila situacija obrnjena, pa vidiš kakšne stvari, kaj jih on ne. Kar ok, štekam, spoštujem, ne bi se pa zaradi tega nehala družiti. Vem, zakaj on nekaj omejuje. Če tepni do njega.
Pa tudi, če bi bil un tip zatreskan, vate, če tepni do tega, pa če greš v družbo z njimi, pa tako. Ne bi sprejela, da mi on karkoli prepoveduje, ni šans. Lahko pa razumem, da ima on neke pomisleke in pač ga lahko razumem, da je pa, ne vem, slabe volje ali pa. Ja, ok, to je to, ja. V redu, ampak to je vse na njem. Sam dokler pa je šel vse ven, ja, da se strinjam. No, to je to. Če ne predela, pa ima problem, ker še ne vem, kako bi se rešil, ampak ja, lahko pa pač štekam. Ok, gremo še na vprašanja o Dajmo. ostalih. Ojoj. Tle pa je malo morje različnih tematik. Ojoj, jaz bom kar malo Upam, spila. da Jaz ste tudi. pripravljeni. Pa, ki ste glih par pijači, evo, to je prvo vprašanje. Če bi vaš podcast bil pijača, katera bi bila in zakaj? Polno star Martini. Ne vem. Ok. Domača rakija, ki zažge, dober. Eto. Kratko in sladko. Ali pa pri tem človeku, ki je to napisal, je več vprašanj, tako da gremo še Ja. naprej. Kateri skrivni hobi ali neobičajna navada te najbolj definira? A ti nismo mogla tega prej mi prebrati, da bi se mal pripravila, kaj je sve. Neobičajni hobi. Navada, ki me definira. Ja. Ma ne vem, kaj svoli imam nekih Ali navad. pa naprej je pa še napisano, a ste imeli kakšne posebne hobije, ki so danes čudni ali smešni? Mogoče to odgovorimo. Ja, prtičke sem zbirala v osnovni šoli. To je moja generacija dela prtičke, te namizne prtičke, Ja. ker jih včasih ni bilo tako, da ko si kupil pač v Tediju za vsak praznik svoje. Ja. In pač mi smo zbirali prtičke. Prtičke v škatlo in si prtičke zbiral in pa smo si šerali prtičke med sabo, ker pač ne vem, sošolka je imela iz osnovne šole oče za božič kupil drugega, kakor smo mi imeli in pa smo si zamenjali in pa si pač zbiral Ste te imeli prtičke. prtičke? Kakor znamke, ko Mi so smo ljudje imeli zbirali. nalepke. Mi smo se zbirali nalepke. Pa smo si to menjali. Ja, rekla, da je čudno. Pač prtičke, prav papirnate prtičke, evo, to smo zbirali. Okay. To smo zbirali, ne vem pa, kaj je bila neka navada, res ne. Tudi jaz ne vem, ko bi me neka navada ful definirala. Ampak sem pa ugotovila že danes, ko smo imeli make-up artistke in Ja. frizerko in tako. Zmeri, kadar se predstavim, se toliko fokusiram, da povem Živjo Kaja, da bom lepo povedala, da je ime Kaja, da pa avtomatsko ne registriram, pozabim, ne slišim tistega človeka, ki se mi je predstavil. In to je res grda navada in se probam je losati, ampak pol zmer vprašam, prosti, sem pozabila. Ja, jaz sem ista bila danes. No, tako da to je ena taka navada, ki upam, da se jo bom rešila, no, da ne bom toliko pozorna. Jaz fula rada pucam kri od komarja po steni z nožkom dol. Da gremo naprej. A veš, kako Marija žvajznaš, pa ostane flek, če je že spet nekaj krvi. No in pa vzamem tak nožek in pa tisto kri pucam, da je spet bela stena in ful veliko enih zarezic naredim. To je taka čudna stvar, ki jo ful rada delam. Pač pucam steno, da je spet lepa bela, ampak s nožkom. S kakšnim nožkom pa? To lahko je tudi kuhinjski. Vseeno, pač nekaj dobim, pač, da ga spucam dol. Okay, no. Da gremo naprej. Kdo je bil vajen najzabavnejši gost do zdaj in zakaj? Najzabavnejši. To se pa zdaj težko odločam. A sta bi bila Bergant pa Papič, ali sta bi bila Aleš Novak pa Stare? Ja, Denis Avdić recimo ni bil. Če boste tle kauč. Ja, pa takrat, ja, ne vem, no. Vsem Denisa gledamo vsak dan. Ja, ne. Ja, pa prvošta sta si ful, Ja. se obremenjevala. Pa dva sta bila res. Pa takrat smo vsem bili v maratonu in ni bila spet tok. Ne, pa te se to, ampak je... Jaz po mojem bi rekla Papič pa Bergant. Sam ne vem, kjer od njiju. Bolj. Oba. Jaz se ne morem med temi štirimi odločiti. To sta bili dve moji najljubši oddaji, ker sem se nasmejala pač do solz. Prav, ja, tudi. Ne, sem se tudi pri kaki drugi do solz, ampak pač to je... Ja. Da ti zdaj prvo napade. Ja. Okay. Okay. V primeru samskega stana, ali bi šla katera na zmenek na slepo? Ne. Ne. Če bi bilo zdaj še enkrat samska, ne bi. Sem razumela že v prvo vprašanje. A ti bi šla? Kaj pa bi zdaj? Ne vem. Kaj Ja, ne, ampak, ne, sorry, ampak zakaj zdaj ne bi šla? Takrat pa si šla, pa si pol Klemna spoznala. Pa nisem šla na slepo. Kako pa? Ja, dopisovala sem se, ne vem, 3 tedne preden sem šla. Jaz sem tega človeka mogoče bolj poznala, kot nekdo, ki ga v službi, mislim tako, hočem reči, več sem vedela o njemu. Okay. Ne bi pa šla tako, ko bi en Marko rekel, Živjo, mislim, bi napisal ali pa, ne vem, bi ona rekla, poznam enega Markota zate, a bi šla na zmenka, bi ful pasala, skupaj bi rekla, no. Veš, kaj bi jaz naredila? Če bi nekdo zorganiziral tako nek double date, pa da bi rekli, imamo enega frenda, ki po mojem, da bi bil pa full perfect, in bi si jaz pa tako rekla,
do it for the plot. Pa se, če mi ne bi, pač se ne bi rabila hoditi. Double date. Ja, da ni, da jaz moram sama iti tam, pa awkward, pa Ja, ok, dobro, to je da je malo drugače, ja. neki v družbi, ja, veš. Ampak drugače pa friendly. tudi jaz ne. Meni je pa tudi tako čuden. Jaz se moram, mislim, z nekom na pijačo, ki ga nisem že v živo videla. To sem pa jaz, po moje, staromodna, ne vem. Okay. Ne. Veš, koliko so si podobni. Ja. Opažam, vedno bolj. Vedno bolj. Sestrci. Ja. Naslednje To je vprašanje. ona rekla. To sem vaju citirala. Ja. Bi kdaj povabile gej par? A vdajo? Ja, Jo, veseljem. pomoč, s veseljem. Če se kdo jav, da pride? Welcome. Tako da upam, da je to napisal nekdo, ki je v taki zvezi, da sploh lahko še odpiše nam, da Z veseljem, če nam pripravljen. Se imamo bolj problem, da tudi, če bi ga želeli gostiti, da... bi se mogli prej pogovoriti, kaj se lahko pogovarjamo. Ja, pa tudi ful jih noče, ne? Še vedno je to neka tabu, pač noče se dati nekdo to je zelo- javno, ker pač imamo še vedno toliko obsojanja, ne? Jaz sem še vedno zelo respekt za Lijo Bordon, da je takrat prišla in Ja. tako govorila, kot je, in bi pa z veseljem imela tudi gej par. Tako res. Ja. Pa da poveste, s kakšnimi stvarmi se srečujete. Ali srečujete, Te. ampak ženski. Okay. Katera tema vas je med snemanjem najbolj presenetila? Na dober ali na slab način? Drugače pa punce, super ste le tako naprej. Hvala. Hvala. Tema presenetila? Mene je po mojem seksu šola, da me je najbolj presenetil. Jaz takrat Ja, se spomnim, ti da sem bila prepričana, ker meni Vesna predlagala, da bomo imeli to temo, jaz nisem verjela, da se to sploh dogaja. Sem malo, bo to sploh odziv. In takrat sem dobila toliko enih sporočil in ne morem verjeti, no, da se to dogaja 10, 11, 12 letnikom in to je po moje tema, ki me je najbolj šokirala. Ja, se strinjam, pa meni je bila tudi recimo kakšna stvar, ki je Milena Zupančič povedala. Miklavčič. Tako. Miklavčič, ja. Ja, Milena Miklavčič. Se pravi, kako je bilo včasih, a ne? Kako so ženske bile tretirane in kaj se je dogajalo vse. Štirimi stenami. Ja, A me še kaj? Imaš ti na drugo? ne vem. Ok, naprej. A je imela katera kdaj težave s samopodobo in kako se jih je rešila? Pa ja, smo ženske, ali mislim, ne vem, ali pa sam, če sam zase govorim. Ne vem, pač absolutno, sploh kakšno v osnovnih šolah, sem malo bolj bucika bila. Pa je prišla srednja šola, pa sem bila bucika, pa sem nehala malo jesti, pa sem ful skušala. Ja. Tako je ne po moje 20 kil, tazga. Sem imela na koncu ful. Ja, zdaj jih imam recimo, mislim, da ne vem, kakšnih 67, takrat sem jih imela 50. Pa se spomnim, da takrat je bilo res tako nekako ne nizka, ja, tudi nizka samopodoba, valjda to vpliva. Pa tudi recimo, če bi mene tako, po moje, ko sem začela objavljati na TikTok, ker je 5 let nazaj, če bi sošolci z osnovne Roastali takrat. Mislim, nikoli si ne bi mislili, da bom jaz ta oseba, ki bi se sploh javno izpostavljala. Jaz sem bila res taka tiha miška v osnovni šoli in nisem bila pač ena izmed bolj tihih punc v razredu. Če verjameš, pa ne. Sploh si ne te ne predstavljam. Res sem bila ful tiha. Tako doma, pač tam, ko sem bila sproščena v okolju, ja, pač valjda gobčna pa vse, ampak drugače pa tiha. Pa se tudi, če me vidiš tako, v družbi ljudi, ki jih ne poznam, sej se pogovarjam, zaradi tega, ker samo prisilam tudi, ampak jaz vse ne maram spet ful izstopati. Rej se pogovarjam z enim ena na ena ali pa z dvema osebama, ne tako pred Da bi celim iskala krogom. pozornost. Mi je pa vedno dobro šlo, ne vem, kjer je te govori nastopi in tam sem jaz ratala druga oseba, ampak tako v razredu v klopi, jaz sem bila tiha miška, pusti me primer, čist samozavestnik, kledol. Tako da, ja, res. Po mojem damo si v enem obdobju svojega življenja to čez, ki si nisi všeč, ki se primerjaš z drugimi, ki je ena punca, jaz sem rekla v narekovajih, ena ta filmska, bolj popularna kot ti, ki je najlepša, ki se vsi za njo grebejo, ki nisi zadovoljen ne z izgledom, ne veš, kaj bi v življenju zares počel. Ja, V neki fazi. Loviš se, In se loviš in se iščeš, kako to premagaš. Jaz majka imajo, da sem z leti. Ja, malo odrastaš, po mojem. Pa Odrastaš. se sprejmaš, oziroma eni se sprejmajo, eni se Eni se ne, ja, pač meni je to bilo. Pač, jaz ne vem, kdaj je bil. Jaz ne morem reči, da bi se zgodil tako preskok iz danes na jutr, ne. Ampak pač počasi si zadovoljen, da si nekaj naredil, najprej mogoče dobro na službenem področju, pol se ti zdi, da mogoče tudi ne zgledaš več tako slabo, kot si se včasih mislil, da zgledaš, ali pa si izgledal, no sej. Ja. In pač to je to. Jaz bi rekla, da čim manj se probite primerjati z ostalimi sovrstnicami,
ker se mi zdi, da to sem jaz delala To je normalno. Ne, je normalno, ampak ne se primerjati v tem smislu, da si mislite slabo o sebi. Vse je logično, da pogledaš, kakšna je pa ta, pa kakšna je, zakaj. Sam ne se preveč spraševati, pa predolg spraševati. Ja. Zakaj pa jaz nisem takšna? Zakaj pa meni to zdaj ne gre? Ker jaz tudi v srednji šoli, recimo, je bilo čisto nasprotje od osnovne. V osnovni šoli odličnjakinja, petke, govorni nastopi, na odru, povezovala prireditve. In pa v srednji šoli se mi pač te stvari niso odprle. So bile kakšne druge punce, ki so pač to počele, pa kljub temu, da je mene tudi to zanimalo, ali pa da bi mi mogoče celo šlo, pač nisem tega takrat delala. In pa sem se malo zaprla, pa sem pa kasneje spet odprla svoj cvet. Ja, absolutno. Ja, pa ne, problem je pa, da je to v bistvu vedno v večjem porastu, sem brala, da je vedno več težav z teh, vedno več prehranskih motenj, zaradi tega, ker so te Instagrami in to, in tam so vsi ful lepi in modeli in to, in je dejansko ful težav sama podobo že zaradi tega. Pa ne vem, kako ste vidve danes, ampak je še zdaj tako, so boljši dnevi, pa so slabši dnevi. Sicer overall sem zadovoljna sama sabo, ampak pač pridejo tudi kjeri dnevi, ki si bolj, pa kjeri dnevi, ki si manj. Ja, meni se zdi, da se sam moramo malo losati tega slabega počutja. Zdaj pa nimam take lepe slike za na Instagram, kakor jo ima pa una, tle pa ne zgledam tako dobro. Ja. Ni pomembno. Ne rabiš imeti take dobre slike za na Instagram, ker v živo zgledaš super. Tudi če se ne boš znala postaviti pod unimi koti, pa uporabiti tistega Photoshopa, kakor ga je una znala, pa ne vem kaj, ker vsi uporabljajo siguren kaj. Ja. Tako da jaz mislim, da to pride. Ja, Oziroma, dosti jih uporablja. Ja. Tako. Pa pač delati na sebi, ne se sam zapreti v eno bubico, ampak vsaj probati eno optimistično nitko držati. Pa bo. Ok. Kaj je bil največji prepir v zvezi? Veš kaj, bom jaz razmislil. Meni se zdijo vsi prepiri, ki so bili za nazaj trapasti. Ker so bili trapasti, ker večina jih je itak brezveznih in pač se stvari nalagajo in potem se skreje, zato ker imaš na kozarcu žnable in ne vem, a veš, mislim, tako je zaradi brezvezne stvari. Jaz bi rekla, da zaradi otroka, ki ga imava, to je pač klasika, meni se zdi, pa niti ne pri vzgoji, ampak mi da se največkrat skregava zato, ker, no največkrat se zaradi seksa, to je res. Ampak to ni ta prav kreg. To ni da pač ne. Ampak zaradi otroka, mogoče zaradi tega, ker si jaz želim, ker pač vseeno so otroci v prvih letih mogoče bolj na mamico, a ne? Vsi to veš, pač. Si želim, da bi pač ga prijel in odpeljal, ker bi se rada spočila in on je pač tudi cel dan delal konec koncev, veš, pa neki ne, pa se on tudi ne želi ali pa reče, da greva skupaj ali pa nekaj skupaj. Pizda, ne rabimo se skupaj početi. A grem lahko, please, za 2 uri, ali ležati, ali posodo pomiti, ali tla pucati, fuge na ploščicah bi šla z sobno ščetko pucati, sem da bi imela pol ure. Komarje dol, razumeš stene. Tako da po mojem je največkrat to, da bi on imel ta common, kako se reče, skupni čas in da pač delamo za vikend stvari vse skupaj nekaj, jaz bi si pa ful želela. Jaz imam pa ful rada mir, kadar pride, redko, ampak kadar pride, ker pol je ful lažji ta energy v smer to, da se imamo fajn, drugače mi je bo tako že. Ja, okej. Ti si imela kaj tazga? Jaz to ne vem. Isto kot ti. Jaz bom dala veto na to vprašanje, tako da. Pojmo naprej. Ena prošnja. Lahko prosim naredite enkrat temo na inverted nipple. Imam to in kjer o tem nič ne piše. Ne govori se, mene je pa sram, ker ne poznam nikogar, ki to ima. Jaz vem, oziroma poznam kakšno bejbo, ki ima to in smo se tudi že pogovarjali o tem. Meni se drugače ne zdi nič tazga, ne vem, če bi bilo to sploh za celo temo, pač so ženske take, ki so in edino pri dojenju bi znal biti problem, ampak še to vemo, da danes ni problem, ker obstajajo ti nastavki za dojenje, ki se dajo gor, da novorojenček normalno zagrabi, mleko gre normalno in pač ne vem, če je to za celo debato, razen tega, da se mora ta človek sprejeti, tazga, kaj je in tudi partner, upam, če je normalen, zrel in si mu všeč, da te sprejme tako, kot si. Ja, absolutno. Ja, meni se ne zdi to nič tazga, se mi zdi to čist neka stvar, ki je lahko lepa. Točno to. Tudi Monika je sprejela Chandlerja, ki je imel 3. nipel. Wow, good point. In ona dva sta imela zelo healthy relationship. Res je, good point. Ni vprašanje, ampak bi vam samo rada sporočila, da ste res carica in vas zelo rada spremljam. Ostanite še naprej sončnice.
Zelo lepo. Zelo lepo. Zelo lepo. Bi ti meni malo dotočila med tem, ko se že Seveda. vedela. No, pa pa tudi ti preber naprej taj dolg. Ja. Okay. Hela, zares rada vas spremljam in hvala za vse čudovite skupaj preživete ure, pa čeprav nadaljavo in preko podcastov. Zanima me, če bi lahko vsaka izmed vas z nami podelila eno lekcijo, ki vam jo je življenje dalo v 2025, česa si v novem letu želite več in česa manj. Lepo zasite v 2026. Prav, ful, hvala. Ful lepo vprašanje. Zelo lepo sporočilo Se ful in potrudila. vprašanje in tako... Ena lekcija iz 2025. Ško bom jaz rekla v bistvu, da ne vem zdaj, da sem se neko lekcijo prav naučila, ampak sem pa prvič letos, veš, ko vsi govorijo, ja, pa manifestirite, pa se vam bo zgodilo, pa napišite stvari na papir. Jaz sem tako, kaj sem si kdaj napisala v beležko, kaj si želim, ali pa kaj tako. Letos sem pa prvič prav v rokovnik napisala, pač tako, imam prostor za 5 ciljev in sem si napisala 5 ciljev in moram reči, da sem skoraj vse do konca leta uspela poklukati. Pa brez, da bi se res trudila za to, da to poklukam, sem pač ne vem. Jaz sem se trudila nek cilj. Ja, Ja. da pač delamo v tej smeri in tako napišite si na papir stvari. Jaz sem to včasih ful delala, zdaj sem malo nehala, iskreno. Tako, v srednji šoli sem vsak let imela svoje cilje. Ponovno sem kar, da sem kar dosegla. Po mojem je to nek psihološki, ki si Ja, daš še je. na Pa papir tudi in tako, pol. to vem, da mi je Denis enkrat rekel, napisi za 5 let, 10 let, 1 leto. Tako da to je kar kul, ja. Tako, evo, to mi je dalo Nekaj odnesla od letošnjega leta, ki je posebenega. Si imela kar burno poletje. Ja. Sem imela veliko enih sprememb letos. Mislim, tako. Dogodkov, ki so ti zgodili. Dogodkov, ki so se zgodili. Ja, ne, se mogoče najbolj ta, ki pravijo, da pač moraš ceniti vsak trenutek, ker ne veš, kako hitro se lahko stvari obrnejo in pač seveda veste, da je imela Stela nesrečo. Poleti, ko je pač odletela iz ziplina in pač za trenutek ni bilo čisto jasno, bo ok, a ne bo. No, zdaj danes je vse ok. Ja, Da nam zdaj spet Mikica. cmizdrit začela, ker mi še vedno se dogaja. Ja, ampak tako, pač prav res se zaveš in vsi ti govorijo, ja, uživaj ta trenutek. In jaz res delujem po principu, da pač ful ne gledam nazaj, pa tudi ne sekiram se ful velik za naprej. Ne. In ne Živiš v trenutku. Ja, ne, res, ampak mater vola, da takrat, ko pa pride nek tak dogodek, ki te strezna, je pa tako, pa kaj me briga, kaj je bilo včeraj, pa kaj me briga, kaj je jutri, sem tako, dej pač, zdaj hočeš to marmelado jesti in hočeš, da si jo maževa, pač glih je bilo z otrokom povezan. Je ta mala rekla, mami, kaj če bi si namazali po obrazu namesto na kruh? In sem si mislila, da smo si mazali v marmelado na obraz in pa smo se slikali. In je bilo pač tako kul, No, pa pač to bo to je memory mogoče for a lifetime. čist taka glupa, a ne, ampak to je neki taska, ki si rečeš pol in ja, res, Ne bo to si vsak dan, ampak enkrat si pa lahko, ne? ja ne, pa res pizda fakt nič ni večno. In pol, ko dobiš nek tak, jaz sem pač imela letos to, da sem dobila ta reminder, da niso stvari samoumevne in da ceni čas, ki ga imaš z nekom, kot je sploh to, kot je otrok. Se imaš tudi sestre, pa starše, pa, Se tudi na to pa veliko partnerje, pozabljamo, ne? tudi to pozabljamo, ampak to je bil meni en tak kar dober slep. In vse se je super končalo, ampak tako je bilo, ja. Jaz mislim, da se je tudi kar malo spremenilo takrat. Še bolj se mi jebe za stvari. Ki niso pomembne, točno to. Pač počasno sem se ful sekirala za vse in še vedno se ful trudim narediti dobro vse stvari, ki se tičejo in biti ok, ampak pač mislim, da sem se nehala grist za stvari, ki so pač, ali pa ki niso v mojem dometu. Ja bi ga, pač ne gre. A veš, da ti Jaz sem malo. se spomnila, Pač ja bi ga ne gre, fuck, Kaj? res, Naučila sem se postaviti bolj zase. To pa sem. res je. Ja. Bravo, kaj če. Je pa res, da sem te tudi dvakrat napizdila, se postavil zase. Se ne sem ti. No, pa le važno, da je pomagal, kaj? Ja. Ne, ja, si se, res je. Jaz sem ponosna Evo na to. to. No, thanks. Lara, ali pa, no, mogoče, no, ti... Ma ne vem, če smo, kaj sem se naučila. Jaz sam vem, da je bilo 1 leto takih sprememb, pa bi rekla, da nekako pozitivni. Bom rekla, da mogoče, da sem se za kakšen let, se mi zdi, da sem se vmes malo izgubila, pa sem se nekako zdaj spet najdla, ali pa mogoče nekaj časa nazaj. Ne vem, sem tako, kul sem zadnje cajte, tako, kot sem zadnje cajte pomiren človek in koliko si ti rekla, jebe za vse in tako se res ne sekiram, nimam neke več toliko panike vse. Že dolgo nisem imela, tako bom rekla. Tako, že z 2025 se je začel in bom rekla, da so zadnji meseci sam boljši. In če tako ostane, pa če bomo zdravi in srečni še v naslednjem letu, bom če zadovoljna. Dobro. Ja, res. To dobro. Ne Plani za 2026? Kakšne posebne želje, cilji? Ni planov. Včasih je bolj, če jih ni. Go with the flow. Go with the flow je pri meni. Imaš ti?
Jaz imam ful plano. Mislim, zdih so kši plani, no, sem tako kši posebni življenjski, pa ne, no, tako bom Zdaj šla rekla. ful rada drugo leto na eno daljše potovanje nekam dlje. Ok, Od kakšna... Evrope. Pa imaš že kaj na bucket listi? Ja, imam. Potovanje po Ameriki. Po Da Ameriki? grem road trip, da greva z Jakatom road trip, tako da bomo videli. lepo. Da se To je zgodi. moj Klemen šel in je čisto navdušen. Ja, se res. Ja. Smo se pogovarjali takrat, ko smo se dobili in mi moramo... Super, jaz nisem navdušena, ker dobta se pa se zmenita. Mene to Jaz tudi to enkrat sem šla drugače. Sem ajde, mogoče ne še zdaj, ampak enkrat pa. Tako da upam, da našparam dosti tudi takrat. Živo pusti. Jaz nimam nobenih hudih planov. Okay. Prav nimam jih. Moji smo še festivali, potovanja in to je to, kar je zaenkrat v planu. Jaz se v bistvu najbolj veselim tebe videti marca na Velikem odru. Sem res. V bistvu se tega trenutno najbolj veselim. Pa bom pa videla, kaj bo to maj prinesel, pa poletje, veš, pa se sproti Sploh veselim. po mojem tega še ne dojemam za res. Ampak ne moramo vam še nič. čist povedati, obljubimo, da vam bomo v 1. januarski oddaji povedali, Bo pa ker česa kmalu. se veselimo. Ajde, Ja. Takrat bo ratal res, zdaj mi je tako še v oblakih to. Pa. Ja. Ponovno Pa začela delati. Kaj je ful dobro poje. Hint. Če še niste Če slišali. še niste slišali, pejte malo pogledati nazaj, pa povešte zgodbo, kaj o čem govorim. Pa tudi ti, ki poslušaš, ki si fan, poklič, ker se moramo zmeniti stvari tehnično. Na R se začne tvoje ime, pa na ok se konča. Okay. V redu. Ja, jaz tudi še čakam, kaj še doklica. Ok, naprej. Dajmo. Kako to, da ste samo 3 ostale na podcastu? Zakaj sta Nina in Barbie se odločili, da ne bosta več z vami? To smo že sicer odgovorili parkrat v bistvu, ne? Ja, pač. Ampak Mislim, poštujemo njeno odločitev, da si niste želeli pač deliti toliko osebnih stvari, kot jih mi mogoče delimo tukaj. Da sta pač hotela najprej dati priložnost, pa ugotoviti, da mogoče ni to za njiju. Se jih no me ne pogrešam. ja, pa tudi več denarja imamo. Točno to. Bolj se razdelim med nas 3. Hotela tako zelo lepo povedati, ampak welcome, ne? Ampak še vedno jih imamo rade, no. Ja, se si vam ful rada. Ampak mi pa ful bolj všeč, ko imam 100 evrov več na računu. Glavne, Se nimaš, kako bi saj 100 imela. Te mislim. Ampak ja, razumem. Pa tudi več placa na kavču, ne? Takole, ko smo, vidiš. Okay. Mogoče si pa lahko kakšnega gosta več na ta račun povabimo. Ja, tudi to prej je bilo tudi tako polno, ne. Ja. Ja. Že tako imamo vedno vse fulejnih vprašanj, če bile pa še 2, Ja. Ker na začetku, ko je bila še Nina, sploh smo snemale same in če bi bilo pa tako zdaj z gosti, bi bilo pa Pol, ko kar. se razživimo, že metri je kar glasno. Kar ja. Skratka, lej, to je njuna odločitev in jo spoštujemo. Tako. Naprej, kako si s fantom delite skupne stroške, kako ste s financami? A skupni račun ima vsak svoj račun, Revolut? Kako imate? Da je Lara nima fanta. Jaz ga nimam tako. Svoj račun, ampak to. Prej je bilo vse pol, tako bom rekla, vedno. Vse pol in pač mi je bilo to kul. Mi pa tako, tudi če kdaj fant kaj več plača, pač ni to problem. Ja, itak. Ja, no, tako da, ja. Ampak Tako da imamo isto trenutno, pol. pač, ja. Ja. Mislim, Ja, ampak kaj, dober- skupni račun imate? Nimate skupnega računa? Ne, nima vsak svoj račun in pač dava zanimivo. Skupne stroške, ne. Deliva si stvari iz trgovine, kar hodva v nabavo in take stvari. Je pa res, da, ne vem, pač mama en avto, oziroma Jaka ima avto, jaz ga nimam, ampak ga lahko tudi jaz uporabljam, pa ne rabim zdaj nujno ga vedno tankati, pa tako, ker vse je pa razlika v plači in tako, a ne, tako da tudi to se upošteva oziroma upoštevava, ali pa če ne vem, kdaj kdo ne bi imel pa, da lahko drug da tako. Nimava pa prav računa, kamor bi skupaj nalagala finance, kar eni imajo. Ali pa kar eni smatrajo, da je njegov denar in njen denar, je pač vse skupen denar in pol, ne vem, lahko bi samo ona hodila skozi trgovino in pač lahko bi zapravila konec koncev tudi več od njega v tistem mesecu, ampak si ne bi pač nič premenila, zato ker bi pa ona enkrat rabila pa nek, ne vem, velik strošek zaradi, pa bi pač on plačal. Sam, ne vem, jaz sem glih v tem primeru, ker če greš slučajno pač na razen s tipom, da nista še tako toliko delč, bilo meni pa tako, ne vem, ali bo moram kaj vračati, ali ne vem, kaj pa če bi hotel, da mu karkoli vračam, ker je on več vlagal, ne vem. Imam rada, da prispevava proporcionalno, saj no. Kaj pa vidva? Nimamo skupnega računa. Pač plačujeva tako, kot je. Mi da so zmenjena
S tem, da sem jaz zdaj preračunala, da jaz bom začela počasi več plačevati, tako da zdaj moramo še enkrat prerasporediti. Ja, ne, veš kaj, to je bilo zmenjeno, on ima neke te stroške stanovanja, pa to jaz imam otroka, ne, ampak otrok raste in vse večje potrebe ima in je treba kupiti več stvari in pač, a veš, strošek za elektriko je isti. Skozi. Več ali manj. Ja, ok. Veš kaj ti hočem reči? Stela pa rab vsak mesec več stvari, pa gre na tečaj drsanja, zdaj, ko je že toliko stara, pa gre na plesne urice, pa zdaj kar naenkrat je ta strošek zrastel. Nove obleke, pa tako. Ja, nekaj bo treba ne, hecam se mal, pač vsak po približno na polovico, en pokrije ene stvari, en drug in to je to. Kakšno imate vam mnenje o skupnem računu? Jaz ga ne bi imela. Jaz ga ne bi imela nikoli, ker mislim, ja, lahko bi dal ti 200 evrov, zdaj sem zmislila na skupen račun, on pa ti pa bi iz tega se pač neke položnice pokrivale. Ampak se je čisto vseeno. Ti plačaš položnice za 200 evrov, jaz plačam vrtec, kaj stane, ali pa 250, plačam vrtec, kaj stane 250 in nikon smo tam. In dejansko bi bilo isto. Se meni je všeč, da imava vsak svoj račun. Meni je tudi všeč. Pač res mi je všeč in s tem nobenega ne golfaš, prispevaš to, kar je. Zdaj pa, če ti pa nekdo na ta račun v narekovajih krade denar ali pa izkorišča, bom bolj rekla, da pusti, da ti nekaj pač plačuješ, pa se pa treba večkrat vprašati v tej vezi, pa zakaj ta človek izkorišča. Tako da tlet, to je tako malo. Mislim, če si zrel približno v tem partnerstvu, je pač čisto vseeno. Pa imaš lahko tudi skupnega. Tako. Sem ne imeti skupni Facebook profil. Ne, to je pa cringe. Mateja, Jan, neki, ker to je pač tako prosim. Mislim, tako dva človeka sta. S kom se zdaj Pa ne pogovarjam na delati Messengerju? Instagram profilov svojih psov. Ja, Zanj sem videla, da ima to sicer čisto nepovezano naredil tema. svoj Instagram profil svojemu dojenčku. In sem tako, To je kar weird. pač to je weird. Ja, ne, to Pač da ima otrok ni treba. od rojstva svoj Instagram profil. Pač. Ja, pa veš, kaj ti to pove o tem staršu? Zakaj ima tega otroka? Sorry, starš, če to gledaš, ampak to pač ni normalno. Že ni normalno, da objavljaš fotke svojih otrok, pa jaz jo tudi kdaj, priznam. Tako mi je simpatično. Ampak ni prav, ja, ampak pač ostane na neki, ampak dejno, no, prosim te, dojenčko odpreš profil in napišeš, danes sem kakal. 3-krat, ja, what the fuck, zdano. To je Ne, to je weird. Pač. to je too much. Pa tudi, če ne objavljaš takih, še vse. Pa ja, pa pes je ful ponosen na to, ko ima svoj Facebook profil, ne? Ja, eni dobro služijo od tega. Ja, super. Recimo, lahko. No, ne vem. Ja, ok, prav, delajte, kar čete, zaradi mene odprite vsem. Če svoji babici pokojnega odprite. Dobro, ajde, dajmo, daj naprej, dalje. Dalje. Okay. Ali je Lara še samska? Ja. Kakšni Gremo fanti naprej. so ji všeč? Kakšni fantje so še, če pa povedala v podcastu 3 oddaje nazaj, tako da, Si poglejte. če rabimo Ja, to še je kaj res. klikov, malo tam poklikajte, pa poglejte. Kako se jo da spoznati? 42 minuta je to Da povedala. veš. Kako se jo da spoznati, je še vprašanje. Brin je 92B. Tok. Kaj? To ni pravi naslov. Kdo pa to živi, kako si zdaj zafrkala? Ne, ni to moj naslov. Kako se me da spoznati, ja ne vem, če nama je v svojem sebova. Ali kaj. Jaz to tako gledam, tako da ne vem. Meni, če nakažete 100 evrov na TRR, bo v opisu podcasta, vas bom jaz spoznala z njo. Ne garantiram, da bo kaj iz tega, pač ker punca je samostojna, zrela oseba, ki se sama odloča. Ampak je pa 100 dobrih 100 evrov, pa mogoče se bomo imeli fajn. Jaz mislim, da če na kakšni veselici ali pa na kakšnem flirt koncertu, kamor gremo kdaj, Ja. a ne, pristopite, pa častite kakšno pijačo, mislim, da je ali pa to na dober ziget začetek. grem drug let. Evo, karte za ziget treba. Kiselo, ali pa ki v Dragomerju, evo, če se bo kdo ki sprehajal. Drugač pa... Ali pa 100 evrov, pa kjer čete tudi pri vas doma. Okay. Iskreno, dopiče. Ali se med sabo pogosto skregate? Gremo naprej. Ne Vem, če sem se že kdaj skregala s Ne, a smo krdvaju. se skregale. Ne. Nismo se skregale. Realno, vse tudi nismo nikoli preživeli toliko časa skupaj, da bi se realno lahko moja skregale. Pa tudi tako se mi zdi, da nobena ni spet kaj ful konfliktna oseba. Realno. Pač Če treba karkoli narediti, si razdelimo, povemo, če kera kaj ne more, ali pa če je Vesna živčna, pa je treba nekaj pohendlati. Pohendlamo, če je kera druga ne more. Nismo se skregale, po mojem, ker zelo dobro funkcioniramo. Ja, ful se dobro razumemo. Realno. Jaz bi šla z njima na dopust. Mogoče oni ne bi šla z mano. Ne, jaz bi šla s tabo, saj smo bile v Laškem skupaj, me je bilo kul, Meni je bilo tudi tudi v redu. smrčišne. A ne, jaz nisem bila
Jaz sem bila s tabo sam. Ja, tudi ti si v redu. Ja, ima pa eno leto prej. Jaz sem spala že. Zopet je spala. Ja, ne, meni je tudi kul. Tako da ne, nikoli se še nismo skregale. Ne pravim, da se ne bomo, ampak ne vem. Zaenkrat Kul. Ja, kul je. Ja. Ok, zdaj imam pa eno zgodbo od ene bebe, oziroma vprašanje tako na zgodbo. Imam 20 let in še nisem bila v zvezi in nimam izkušenj. Počutim se, kot da zaostajam za ostalimi. Kakšno je vaše mnenje o tem? Ne, nič ne zaostajaš. Pač realno, jaz sem bila v prvi vezi pred 19 letih, pa še tisto je bila kar nekaj, pač iskreno veza, pač ne res. Bolj zaradi tega, da pač je bila veza in pol je bila korona in sem praktično imam feeling, kot da je bilo pol, ne, po 18 letih sem bila prvič v zvezi, ampak realno se mi zdi, ker da sem je pred 20 še res začela ta zveza, pa se mi ne zdi, da sem prej kaj ful zamudila, no, še vse pride. No, ne zdi, da bi karkoli zaostajala. Vse ob svojem času, kakšni prej, kakšni kasneje. Tako. In da greš v vezo sem zato, ker so tvoje frendice v vezi, je brez veze. Ja. Tako da, če bi rada počakala nekoga, ki ti je fajn, počaki in čisto vseeno, tudi če si 23 stara, res je vseeno, ker marsikdo gre v vezo. Ali pa niti ne prehiter. Gre sem zato, ker vsi ostali so tudi v njej. No, da se ne počuti odpadnik. Da bi želela biti v zvezi, pa pač ne pride od nikjer noben, ki bi pa hotel Pa se vezati počak. z njo. Če ni nujno, Ne se obremenjevati. če pa rabiš Bo. vezo, sem zato, da pač imaš veš tako v Facebooku statusu napisano samo v vezi, pa mislim, da lahko hitro nekaj napišeš, nekoga najdeš, napišeš in pa ga skenslaj. Dobro, sem po mojem noben 20-letnik trenutno si ne piše na Facebook Facebooku. statusov. No. To se tako reče. In sem vedela, kaj boš rekla. Zdaj nimaš kje napisati. Včasih si na Facebooku napisal, zdaj nimaš niti kje jav, da si v vezi. Ja, res. Grozen. Grozen. Ljudje ne vejo. Kako ljudje In ne moreš živijo danes? napisati, it's complicated. Ojoj. No, Ne, si po daš mojem- opis. Evo, vseh ima dosti, ne vem, neko ime ali pa kratico, pa srček. Kaj veš na Pa Instagramu? res, to si pa dajo. Ja. A jaz kaj zamujam, ker nimam. Ne, jaz tudi tega Telefon ti nisem brenči. imela. Ja. Sam povem. Drugač pa, kva sem hotela jaz reči, da neki na to, da... Aha, vem. Ne se obremenjevati, če nisi še v zvezi do 20. leta nikoli bila, ja, je ženska, zato ker jaz sem ugotovila, da ko se ti sprijazniš, da tudi če nikoli ne bom nobenega najdla, se mi zdi, da moraš biti sam sebi dost. In pol, ko si enkrat sam s sabo pomerjen in si kul, tudi če boš forever živel sam, pa pride nekdo. Ja, pa ravno, kar če gledaš, se mi zdi, da so res redki primeri, da ostanejo od 16. 17. leta skupaj for life. Pač bolj realno je po 20. ali pa celo po 30. da najdeš tistega ta pravga. Tako da Pa tudi veš, kaj še sem tudi tiste frendice, ki imajo tipe, se bodo najverjetneje rašle. se zna zgoditi, ja. Pa tudi veš, kaj sem ugotovila, da ful velikrat iščemo mladi neko izpopolnitev. Ker glej mene. Ja. Neko izpopolnitev v zvezi. Ja. Ampak ni nujno, da ti bo partner dal to izpopolnjenje, kad ga ti iščeš. Recimo, velikrat se zgodi, da se najdejo par frendic, ki je to. To je connection, ki ga ti hočeš za life, ki si ga v bistvu cel life iskala. Jaz smo se doskrat z mojimi kolegicami hecale, pač sej meni, jaka mi je the best in je moj life partner, sigurno. Ampak ker smo imeli frendica. tri skup, pač to je uno, kar jaz hočem imeti for life, pač naši tipi so pa ful dober, life sopotnik, da gremo čez life. Vse je moj soulmate in vse, ampak mogoče, če kakšna ne čuti tako do svojega tipa, nič narobe. Pa ima pa eno kolegico, ali pa sestro, ali pa mamo, ki je pa, to je pa ta connection. En connection sigurno v lifeu nekje imaš. Tako da ne se obremenjevati, če še nisi bila v zvezi, mej se dober s frendicami, sestro, s komorkoli. Tako. Mogoče je tudi veliko prehranjeno, če še nisi bila, ker obstajajo takšne in drugačne zveze, ki pač niso vse fajne. No, Ok, naprej. Ta je tudi dolg. Zdravo. Zanima me vaše mnenje in nasvet. Star sem 29, partnerka pa 26. Skupaj sva že 11 let in skupaj imava 2-letno hčerko in živimo pri njenih starših. In to seveda meni ni ok, a ona pa se noče ločiti od staršev in zaradi tega trpi najina zveza in imam veliko večji odpor do partnerke. Oh. Ja, to so pa kar neprijetne stvari, tako bom rekla. Ja, ne vem, to je težko za odgovorca. Jaz sem mnenja, da mora vsak partner postaviti neke meje pri starših, pa če jih ima še ne enkrat. Ja, se pravi, v tem primeru jih more ona, ker so to njeni starši, ne? Ja, Njega samo dolžna to in sam stvari njegova voditi. plat zgodbe. To je zdaj ful težko govoriti samo na tem Ja. primeru, ampak Jaz pač druga overall je strani, to če moje imata mnenje. kam zaiti, veš, ker če je nekaj, da bi on sam šel,
Ja. A veš, pa dejansko ni finance, pa bi mogla neko najem plačevati, pa ona reče, ne vem, pa ni boljš, da smo tle, kljub temu, da ni idealno, zato ker pač nimamo, ker ne poznaš, to je, ful težko odgovarjati, ker ne poznamo cele zgodbe, ne moremo nikoli poznati, to je med vama, ampak ja, če je to neki, če nočeš iti stran od mamice, ker ti mamica kuha in pere, in ker je mamica na prvem mestu ali očka in ne partner, pol je to pač, Tle treba se pogovoriti pa reči, ej, to pa tako, to. če pa je, kakor drugega bosta pa one dva najbolj vedla, ampak pač... Tle se strinjam jaz, da recimo otroke na prvem mestu, tako, kot si rekla, zdaj pač, če finance... Nisem tega rekla drugače. Mislim, rekla si, če je otrok, pač je to drugače, če ni financ, ne, da... Ne, rekla sem, da je pač ne veš, kaj je zadej, ne, in zakaj bi se ono celo, bi se ono celo sem zato, ker mu ni všeč, da tašča vampe kuha vsako nedelo, ali bi pač in ima možnost iti v drugo stanovanje in samo ona noče iti, ker je pa fajn, da je zraven mamice. To je ena plat, druga plat je pa, da nima tak kam zaiti, ampak bi si on želel, ker se ne počuti tukaj dober, ampak ima trenutno finance in otrok in pomoč, ki ga jo dobiš od starih staršev z otrokom, ki je toliko mejhan, toliko pomeni, a veš, zato pravim, tako da to je ful težko odgovarjati. To je brez veze. Jaz bi rekla, če zdaj so finance lih toliko, da oni lepo normalno shajajo zdaj tle, kjer so, pa otroke in tako, pač ostanite kle, probite rešiti. Če pa so finance dovolj velike, da se pa lahko nekam odselijo, pa bi si on želel tega premika od staršev, pa da samo ona noče iti stran, pa pač meni se zdi dobro, da bi šli čist na svoje. Ampak spet je vprašanje, zakaj noče iti stran. A noče iti stran, ker je on kamionar, a veš, hočem ti reči, in ga ni 5 dni na teden, ker vozi po tujini in njej mogoče pomaga to, da je zraven svojih staršev, ker jim mogoče pomagajo z 2-letnim otrokom. A veš, to so ful zajebana vprašanja, tako da... Skratka, pogovorite se, iskreno, odprto, pa probite nekaj rešiti. Pa se pol oglas z večjimi informacijami. Naslednje vprašanje. Opažam, da imate v vsaki oddaji v ozadju izdelke od Vitamin Klinika. Zakaj ste se odločili, da rečete ja in to tudi promovirate? In ali ste kdaj tudi sami uporabljali te izdelke, če ja, katere? Lara, da začni, dajmo do zadnje. Zakaj, če ja, katere si uporabljala? Good Night Magnezij sem uporabljala. Omega-3, čakaj, se spomnim, kjer je točno, ampak pred spanjem ga vzamem, da boljš spim, pa ni Good Night Magnezij. Neki za pomiritev. Možno. Trojni magnezij. Ne, ni trojni, to trojni magnezij. Dejansko magnezij obožujem od Vitamin Klinika, no, tako bom rekla. Omega-3 predvidevam, ker ne poješ dosti rib? Pa jih kar drugače. Ampak samo, ne vem, lani sem več. Si bila v obdobju, kaj nisi? Ja, pa valjda D3. D3. Ok, ti si uporabljala za laske, si takrat testirala? Woman pa double hair, to. Takrat, ko si ta mlade imela. Ja, poglej, se so še kar lepi, pa dolgi. Ja, jaz po mojem, jaz imam 3 konstantno, zdaj po zimi D3, ker pač so me naučili, da nam ga primankuje po zimi v teh krajih. In pa magnezij občasno, nisem pridna. Laktikvino pa skos. Zdaj ti da stegant. To je moj, se lahko... Nekomplekt? Laktikvino. Tole, ja, rozaš flaško. Tole. To je drugače moj najljubši izdelek in jaz tako... In to je vprašanje, zakaj smo se odločili, da ga pač imamo. Vitamin Klinik. To je bil povod. Povod je bil to, da sem jaz iskala en izdelek, ki bo meni preprečil vsa ta po porodu, vsa ta vnetja, ki so se dogajala in iskala 100 milijonov enih stvari in potem sem to probala, kar so mi rekli in je funkcioniralo in je že 1 leto trka se na les, ampak ga ni. Ja. In to je ful fajn živeti brez tega in sem se odločila, ker vem, koliko je na tržišču enega dreka od izdelkov, ki ga prodajajo tudi lahko za ful velik denar, koliko nategujejo. To so pač dokazano čisti izdelki, kakovostni izdelki. In zdi se mi je ful dober reminder, ker folk ne ve, da to obstaja, da mogoče ljudi spomnimo. Obstaja in zdaj, tako kot je Marko rekel, že ko je bil pač Marko gost v našem podcastu, se pravi tak, ki ima vse to čez, je rekel, ne rabijo vsi vsega. Ne rabijo vsi vsega. Imaš pa neki noter, kar je mogoče za lase, ali pa za kožo, ali pa za nespečnost, ali pa za vnetje, ali pa za prebavo, ali nekaj. Dajte poiskati in pač, če imate možnost dobiti nekaj, kar je kakovostnega, ne nekaj, kar te nategnejo zraven, zakaj ne? In zato smo se odločile, ker smo sprobale stvari, ker sem jaz na otroku sprobala stvari, ker je Klemen tudi jemal, isto kot ti za lase, potem, ko si je šel presaditi lase in so mu to pognali in sem rekla, očitno nekaj pač dela in super, da dela in dajmo, zakaj ne? Ja, res, ja. Jaz sem tudi že marsikaj probala. No, pa res, mislim, name res dobro vpliva in cela moja družina zdaj jemlje te izdelke in naročamo. Kupimo. Tudi, bom rekla, in res.
Probale smo. Mislim, mi odgovarja, no, zdaj tako vsaj od posameznika Vsakega, je odvisen, ampak meni pač odgovarja to. Probale smo in pač pri nekaterih deluje, pri nekaterih mogoče tudi ne, nekateri verjamejo, nekateri ne verjamejo. Mi damo pa samo možnost, da povemo, da to obstaja, da je dober, probajte, sprobajte. Zdaj mi imamo stalno kodo, imamo tako in pač ni tle bilo za denar, ker marsikdo je prišel z več denarja. In je rekel, da bi sponzorirali, ne vem, tale izdelek, zdaj govorimo o kozarcu, a ne, in pač je bilo meni tako, ne, ker ne verjamem v to in tega pač nam delala in pač pikat konc. In to je mogoče najbolj enostavna zadeva za povedati. Zato. In ker so dobri. In ker plačajo. Ok, naprej. Ampak ker so dobri, ajde. Da s tem zaključiš. Ne, pa res je, pač res je kul. Pač res je kul, stari, to je noro, nadi to nazaj. Imamo še eno zgodbo, še eno tam postav to nazaj. Bom vmes med tem, kaj te bom spraševala lahko. Oh my god, ja. Kaj naj storim, če mi menstruacija zamuja že 3 tedne? Ponavadi je skoraj točna in ja, imela sem odnos, vendar me je strah posledic. Kaj naj naredim? Kaj naj naredi, če ji zamuja 3 tedne menstruacija? Test nosečnosti? Je posledic. To je kar... DM, vprašaj, če ti odprejo v marcu. Ja. Tudi v lekarni lahko. Ali pa v lekarni, evo, ja. Pa da se najprej prepričaš, kaj... In če te je strah posledic, slej ka prej, če je un scenarij, ki ga očitno noče, bo vidno, ker ne boš mogla se v 6. mesecu toliko najesti, da boš imela tak trebuh, tako da pač... A bi šle, če bi do zgodaj ugotovile delati splav, da ne bi hotela imeti otroka? Predstavljaj si se v mladih letih. Ja, mislim. Ne, mislim, pri mladih letih, ne pa kakšnih 16, pa jaz sem imela vedno pravilo do 5. 6. tedna, ko srček še ne bije. Do takrat bi najbrž, ja, sigurno. Zdaj, odvisen seveda, kaj je bilo, ampak zdaj pri teh letih bi najbrž obdržala. Ja. V vsakem primeru, razen če bi bilo res nekaj dramatičnega. Če ne bi imela partnerja, da se ti tako nek zgodi. Ja, po mojem bi. Ja? Realno. Oziroma ne vem, to je ful težko odgovarjati na to vprašanje. Ja, ampak, po mojem, ja, ampak sigurno pa nočem še nekaj let, tako bom rekla. Jaz sem tudi ful razmišljala o tem, pač prej v najstnejših letih bi rekla, ja, bi šla delati splav, ker nisem bila pripravljena. Niti zdaj nisem zares še pripravljena, ampak je drugače. Zdaj se mi zdi, da sem toliko stara, da bi mi bilo, bi ga obdržala. Bi mi bilo narobe, da bi zdaj ne prvošla tega. Čeprav še zmeraj zagovarjam, da bi rada rajši, da se zgodi tako, da se bom jaz odločila. Ja, valjda. Sam jaz vse tebe gledam, kar da če bi se zgodil, bi bila že ready. Veš, kaj hočem reči? Ja. Mislim, ready. Noben je nikoli ready, mislim, pripravljen, ampak se mi zdi, da ni to nek šok, kar za kakšno 27-letnico, ki mogoče ima fanta 14 dni, ali ga pa sploh nima. Recimo, ne, tako da je pa to ful težko. Pač od posameznika je odvisen, je pa treba vedno imeti v glavi, da so sigurno nobeni ženski, ki ga gre delati, ni lahko. Tako da, ja. Tako da ti, draga naša, test naredi, ker pač pol se na podlagi testa lahko odločaš in sekiraš ali ne sekiraš in ne čakati 3 mesece, ker pol niti ne boš imela druge opcije. Je pa res, da včasih je, zaradi tega, ker se sekiraš, že menstruacija zamuja. Ja, tudi to je res. Ja. Se za tega pač pol potrdaš in potem, če vidiš, da si noseč, se lahko na podlagi tega odločaš, ker tako pač, če nič ne veš, bo kar naenkrat 5. mesec, pa trebuh, ne? Jaz se prav spomnim enkrat, ko moja sestra jokala, ker mislim, da je noseča in je bila čisti iz tebe in jaz še nisem imela izpita za avto in sem šla kolesart 8 kilometrov do najbližje lekarne ali trgovine in pa sem prišla nazaj in je rekla, da je dobila menstruacijo. Kako prijazna sestra. Zelo, jaz presežem, res. No, test, skratka. Gospodična, pojdi delati, prosim, zato, da veš, kako naprej. Še imamo dva vprašanja povezana v bistvu s spolnimi odnosi, zgodnimi, očitno, ker tle vprašanje, a moram povedati staršem, če sem že imela prvi spolni odnos? Če si povezana z njimi, lahko, če pa nisi povezana z njimi, je pa očitno ne vem. Ne vem, lahko tudi prijateljci, lahko pa nobenemu. Ja, točno to. Jaz sem recimo povedala. Mene mama je vprašala, ko sem imela prvega fanta, tako enkrat neki, pa sem bila pa tako, ne. Pa smo se vozili v avtu, pa je bil še čas in smo tako, ja, sem. Ja, jaz pa pač je bilo čisto. Jaz sem tudi, sem zaradi tega ona bolj vrtala vame. Pač ja, itak. Najvrš, ne vem, če bi... Moja ni, moje se je zdelo in prav se je zdelo. Pa je pa še eno vprašanje, na kak način povedati staršem za nosečnost pri 16. Ja, to je pa spet težko odgovoriti. Odlimati obličje. Živja, jaz sem noseča. Malo se zdaj norca delam, ampak pač se bo videlo se bo slejka prej, če je že noseča, razen če ne bo šla, ne, ampak kako povedati? Mislim, treba je povedati, ne? Pri 16, mislim, prej slej se bo videl. To hočem povedati. Je pa pač odvisno od starša, saj ti najbolj poznaš svoje starše in veš, kako nekako pristopati do njih.
ne vem. Ni lahka stvar za povedati, ampak pač ne preveč ovinkart povej, kaj je bilo, kako se je zgodilo in Ne rabiš, kako kaj se je zgodilo. odločila. Mislim, no. Pač zgodilo se je, no vse čas nisem planirala Tako. tega in pač jebi ga. Kaj zdaj? Ja, Help. tako. Help. Help. Ja, bod tle zame zdaj. Pač bod mama, tako. Ja, no, kakorkoli. A lahko nehaš s temi težkimi Ja, vprašanji? dosti. Ja, res Zdaj je, imamo ful je vse, stari, ja, kako ti zamoriš, sprašuješ. presežeš. To- Mene glej, tudi, to te mi ljudi nekaj zanima. zastik. Ja, hvala. Sorry, to ljudi zanima in Ne. očitno smo naslov za pomagati. tako da Jaz sem, ne bomo rešili. Malo bolj lahkotne stvari. Ali rade berete? Ja, ne. Ja, Okay. Ali rade berete erotične knjige oziroma erotični trilerji ali ne? tudi. Ja. Jaz rada imam Harryja Potterja. Ma to ni erotični triler. Vem, hvala, kaj. Ej, jaz sem zdaj prebrala eno serijo, sicer imam še 2 knjige v tej seriji za dokončati, ampak ta, ki je na TikToku bila ful popularna, zdaj nedolgo nazaj. Elsie Silver je pisateljica, Chestnut Springs je pa serija in ful dobre knjige. Tako da priporočam. Meni je bilo kul, Harry kavbojska Potter je tudi romanca, dober. pa tako malo nekaj. Okay. Ja, meni so drugače kul te knjige. Samo moram biti v mudu za to. Ker enkrat sem pa vem, da je eno brala in sem pač prav mislila, da bo nekaj drugega in tako sem bilo pravno vsake 2 strani sta se natepavala in sem bilo, no dobro, si to je že isto skozi pač, kaj drugega. Ne, meni so- meni- se kurijo in tako in pol se dogaja in je ful dober in jaz moram priznati, da je bilo tudi Jaketovo spolno življenje popestreno takrat, ko sem jaz to brala. Tako da je bilo fajn. Kako je zanimivo, ne, kako ženskam dogaja na knjige, tipom pa na vizualije, pa na To pa res. dajmo reči, na pornič direktno in njemu je ono tako, zdaj bral. A pol ti ja, kakšne erotične romane kupuje za rojsten Ne, sem dan, si pa jih za sama. Valentinovo. Lahko pa mu damo idejo, ja. Skam ni nobeno navdušen, da imam rada Harryja Potterja. Jaz sem navdušena, jaz sem reč fanica Harry Potterja, ful, ampak ni. Nisi večja, kaj jaz. Nisem večja. Ne. Kolikrat si prebrala vsako knjigo? Enkrat. Jaz sem jo 8-krat, hvala lepa. Res? Ja. Wow. Pa jaz sem brala v osnovni šoli, to moram povedati, jaz sem ful brala včasih. Jaz sem pač ful rada knjige. Jaz sem tudi. Zdaj jih ne toliko več, pač ne, nijem cajta, ampak jaz sem včasih prav pri gospodinstvu, pri matematiki sem skozi smela pod klopjo, ko je on razlagal, pač ko ni bilo treba pisati. Jaz sem brala, jaz sem brala knjigice. Takrat je bilo v osnovni šoli 5 prijateljev to, ne, da no pomote in pa se to, ne. In sovražim znanstveno fantastiko, preziram znanstveno fantastiko, nobenega filma ne morem gledati, nobene knjige prebrati, sem Harry Potter, pa moja najljubša knjiga. Meni je, Tako, meni je to ful. dobro. Ja. In obožujem. In filme, in knjige, in Ja, to ampak famo se ne okoli more tega. niti mal film primerjati s knjigo, mogoče zadnje 2. Res je, knjiga je boljša. Ampak ja. tudi film. Kaj pa, Meni je fanica enkrat- filmov si tudi ali sem knjig? Predvsem knjig, zato ker so ful boljše kot filmi. Pa tudi filme imam rada, ampak meni je prav spomnim se, da mi je odmrla ena ritnica, ker sem prišla s 6. knjigo, ki je res je taka. Ja. Taka je. In sem prišla, se spomnim, na vikend in sem se zaprla v sobo svojo in sem brala. Začela sem v petek zvečer in pa sem v nedeljo zjutraj brez, da bi ostala sem lula, sem šla vmes, tudi jedla nisem vmes in sem prebrala prvič. Ene knjige In, res in, je, potegnejo, in je ja. mene vse boleli in starši so mislili, da se mi je zmešalo. Prav. Vse se mi je, ampak pač, ok. Zaradi Harry Potterja. Ja. Wow, no, to je fun fact. fun Ja, fact. Okay. Ej, bomo skrajšali malo, da ne bomo predolge. Ampak Kje je uno vprašanje, zakaj sem nesramna dolara in kaj je? Prosim, če tisto vprašanje prebereš na glas, ker sem ga zelo videla. dajo delati, da sploh ne ve, kaj je kleja. Ja, točno to vprašanje zdaj, takoj. Zdaj bom pa prebrala to tako resno, kot predvidevam, da je bilo napisano. Okay. Ja. Zakaj Vesna konstantno zabija vaju, Kajo in Laro in se norčuje iz vaju? Boleče Yeah! in noro odbija pri poslušanju videov. Ni smešno, temveč antipatično. Tudi Ja. gostov je večkrat neznosna. Vidiš, že prekinjaš. Že Evo, eno vprašanje še povedala mora do nisem do konca konca. predati. Res. Halo. No, zdaj se pa zagovarji. Kot prvo dokajaš, v lifeu nisem bila nesramna, No. ker je na... Kaj, kdaj? Ti... Čaj, da se spomnim. 16. maj ob 15. Ne, nisem bila. Nobena od naju ni bila do nje nesramna, zares. Včasih se malo smejimo, ko ji potegne 7 sekund za nama. Obe dve se smejiva. in ne- Dobro, se takrat se tudi jaz smejim. Točno to. Tako da do nje nisem bila nesramna. Jaz sem čisto vesela, da se ponovadi Tih bod te dve zdaj. med sabo podskata, da sem jaz takole. Evo, vidiš, mi dve se bockava med sabo in če pogledava zadnjih 18 oddaj, si ti nesramna Jo, za mene? sem nesramna. Ti govoriš, da sem stara, da zgledam tako, kot da so me z ulice pobrali, da če bi mi biserčki pasali, ker to sem mladim, ali bi tudi tako vesno, ko je bila. Kaj si zadnjič rekla? Zadnjič so se cel roz, da zdi se za stevardeso, ker ljudem je pluvala v hrano. Se pravi, kaj ti meni težiš, mamico ti tvojo, ker je ona nesramna, ne jaz in ker sem To se... zagovarjanje je tako dobro podprl, da Vesna res ni ta. Ja, se ti bolj ostro to poveš. Jaz bolj ostro to povem, kaj Ja. povem, ampak
jaz nisem nesramna do njih dveh, jih imam ful rada, malo se prcamo, ampak a je kdo zaljubljen v Laro, da nisi pogrunto, da je ona do mene nesramna, tega pa nisem opazil. In kdaj sem bila do kakšnega gosta nesramna? Razen, če nimaš smisla za humor, ker sem se potopila. Ker si nesramna, zato tega, ko to gledam. Pa tam je moja kamera. Rekla si, da nima smisla za humor. Ja, če ne razume, da ali še Novaku nekaj rečem. Radija, to ne. To bomo zdaj prešli na eno bolj lahkotno temo in sicer, ker imamo tle še eno vprašanje o službi. Oddajo, veš? In sem jo mogla prestriti. Vidiš, kdaj se smejamo človek? Hvala za to vprašanje. Ne, novi teder, drugače, res. Drugače, To je Vesna ful prcanje. fajn. In je tako... Zdaj bo zvenelo, kot da me diplomatsko braniš. Nekaj drugo vprašanje. Do tistih, ki so ti blizu, si ful, znaš biti res... Ja, ker Dobra oseba. ko hodim po ulici, pa ljudi šamarama, ne? Ja ne, sam imaš ta vibe, da te boli kurac. Kada bolj zašamarila. Jaz sem pa una, ki bom, ne, se je v redu, ja, vsi smo Ja. fajn, smo prijazni, res, ja, ja. ni problem. Ampak še vedno. Pač ti si sem ful direktna, nisi pa nesramna. Mogoče se Ja. to kdaj No, zamiš. mogoče kdaj ima. Mislim, pa je tudi nesramna. Pustimo te momente. Ampak hvala za to vprašanje, gospod, ne vem, kako ti je ime, anonimno popestril si našo oddajo. Hvala. Bomo še. To smo zelo znali screenshotali. Prav nima smisla za humor. Če pa nimaš smisla za humor, ti pa Bog ti pomaga. Ajde. Ej, ena zanimiva, ki mogoče res... A bomo ljudje ne končali to vejo. oddajo, ker bo Bomo. Božič. Bomo. Prej, ja. Povej. A ti zdaj vidiš, zakaj ne sediš tle, ker ne znaš nehati. Ti se ne ustaviš. Ja, pri temu vprašanju, v redu. Okay. Razlaga vaših nalog. A ja, oprosti, ampak ne rabiš vseh 180 vprašanj prebrati. Ni, tega še. Ja, vidiš, Ta je res ful zanimiv. poscreenshotali včeraj. Ja, tako da Lara se... Okej, dej, Lara. No, dej, kaj. Ja. Razlaga vaših nalog na radiju, ozadje, sploh Vesnino delo. Vidiš, evo, je vzdi zanima, kaj delaš. Ker reč Vesna laja na ljudi. Ljudje mislijo, da ste samo pred mikrofoni in telefoni. Zanima me the real job. Hvala. Je Pa pa da ti povej. No, kaj je Dej mi tvoje dve delo? zame povejte. Da bo gospod rekel, da nisem prijazna spet. Evo, daj mi besedo. Kaj Vesna Vesna dela? je dobra producentka in ko se video montira, gre ona čez pa pove, ne, to dejte tja, zato, ker bo bolj Wow, izpadel, kaj? ko bo ljudem. Mogoče bi bilo bolj, da bi Ta moment, ta kader dejte na začetek, ker bojo to ljudje lepš sprejeli, če bo na začetku. Video bo prišel bolj do izraza. Ti reč, ne, to dejte ven, ker je brez zvezde. Okej, nehaj, daj To ti ti gre povej. bolj dobro. Ja, Vesna To je... ste ni pohvalila. Ja, Vesna je šefica videoprodukcije. V bistvu marsikaj, kar se dogaja na radiju, je maslo Vesninga dela, marsikere Roškarjeve pesemce, Roškarjeve šlatke, postavitev, razni kadri, hod po snemanjih itd. itd. Scenarij, sedim pri tako, fantih ja. v montažo, ampak imam sem pa 4 jaz krasne povedala. fante, en je tukaj, pa zdaj zato tudi toliko lepš govorim, da bo lepo zmontiral. En je tukaj in pač potem skupaj postavimo video, jaz mogoče iz vsebinskega vidika, oni iz tehničnega vidika, ne, ker pač znajo to delati, tako kot je. Tako da kar vidite, a je bil to? Tako, ja. Od videov na Instagramu, mogoče ne vse, ampak v Facebooku, ti dolgi videi, Roškar prvič, ko se montira, kakšne sponzorske stvari, scenarij, pomoč pri montaži, nek storytelling, objave, ganjanje fantov, teženje, da naj premaknejo kader, to je moje delo. Organiziranje snema. Organiziranje snemanj, ja, tako. Social objave, tudi ti zmontiraš, daj pa kaj narediš. Tudi, ja, Znaš, da če boš se... prodati kakšne stvari. Ok, nehaj. I'm blushing. Zakaj? No, ampak ja, za Pa jaz kamero. delam- Ti pa govoriš, pa zelo veliko glasbe imaš vmes, medtem ko govoriš. Da imamo lahko naše Wow, kako ste se lepo pisali, ne, Kaja pa skrbi za social na Radio Antena in pač dela na Radio Antena med 10 in 14 uro. Ja, Tako. pa ful je pridna. Ja, ful je pridna. Lara pa itak, vsi vemo, v Denis Avdičovu, voditeljica. Lara pa tudi prebere, radi kar ji pride ljudje za napišejo. Skrbi za našo antenino spletno stran med drugim tudi. To, ja. Potem, kaj še delaš? Ja, noč, pa sestavljamo program in na spletu vi imate pomagam. veliko teh Tako, sestankov, ja, ja. v bistvu, ja. Pa akcije. Drugač, kar hočemo povedati, je ful več dela za kamero, da potem vi tisto, kar vidite vi na kameri,
je v bistvu samo kljukica ali pa češnjica na vrhu torte oziroma ful je predpriprav pa vsega. Ja, tako je. Ja, Od sestankov do montaž, enih do predpriprav, vsega ja. predpriprav, do montiranja in potem pač vi vidite, sem končni izdelek. Zares. Ja, tako je. Tako. Res je. Ja, dosti je enih predpriprav za to. Ko se zgodi Pa smo nek se ful dogodek, dobro pohvalili, naši šefi to poslušajo. Še naštevamo, kaj delamo. Bomo jim poslali na mail, ko bo epizodo Daj sek, bomo rekli, Pa sam Kencu ne timing. zmontira ta ril. Samo za šefe. No, pa imam pa samo še eno zadevo, s katero bomo zaključili, ta je pa za Laro. Zame. Lara, pozdrav z Cerkence, a si bila maybe mal preveč pijana? Ja, najbrž ja. Na koncertu, na Fehterjih, Na po mojem. Fehterjih sem bila, pa vzroki so bili ful dobro. Sem me v bistvu povabila in fantje s Cerkence ne pridem na decembrovanje. Sem šla pa s svojimi prijateljicami in smo se pač pol tam spoznali. In luštanje je bilo in ta folk v Cerkenci in uns in vse tam blizu pač res so cari. Pač No, iskreno povem, res prav najla sem se tam. Edin, kar mi gre na živce, ker mi nikoli ne pustijo plačati. Ker jaz rada dam za kakšno rundo in presežen sploh nisem prišla na vrsto in to mi gre na živce. Pa ne sam iz Cerkence, tudi ta družba, s katero smo bili, ko smo pa iz Tihina in na živce mi grejo. No? In v bistvu sem bila tudi zaradi njih pijana, zaradi tega, ker če greste žurati z ljudmi iz Ja, ker Cerkence so jim vlivali. iz Tihina. Ja, res, jaz sem mogla dejansko zlivati alkohol v druge kozarce, ker drugače bila pa res pijana. Je pa se ne rabiš spiti vsega, kar ti dajo v roko. Ja, pa se nisem. No sej, No, je pa kaj pol? ja, no, sem pravim. Tako da sem bila v bistvu zelo odgovorna, da nisem bila toliko boga v soboto, kot bilo bila. Bravo, čestitke. Hvala, hvala, hvala. Tako da pozdrav nazaj v Cerkenco. Ja, pa Fehterji vaju pozdravljajo, by the way. A pridejo zdaj na oddajo? Rekli ste, dajmo javno, rekli ste, da boste prišli, prite. Čakamo Ja, vas, novo pomlad leto naj bi je. prišli. Ja, po novem letu enkrat, tako da Ja, pomlad bodo prišli. spomladi. Ja, marc, april. 8. 9. marc, evo, smo zmenjeni? Dobrodošli. Dobrodošli. V vročih stolih. Tako da, a zaključimo zdaj počas. Pa dejmo, dosti je bilo za danes, hvala, ker ste nas gledali, uživite božične novoletne praznike, bodite z družino, naredite kakšno dobro delo letos, pa ne samo letos, tudi drugo leto, vsako leto. Imejte se radi, Točno to. zabavajte se ob gledanju naših vsebin še naprej, ker bomo Ja, sigurno hvala, še ker kakšno nas imeli. spremljate. Ja. Pa upamo, To. da bomo tako naprej tudi v letu 2026. In hvala za vse lepe želje in pohvale in tudi kritike. A pa še kaj? Ne. Ne, pa ti se ful lepo Ne, saj ful lepo. Tako da, hvala. Dobro. Verjetno bi bilo še kaj za dodati, ampak ne bomo. Tako. Ja. Tako, kajči. Dobro je, ker si itak imela 180 000 vprašanj. Ej, nekdo Pa se ful dolgo pripravlja. oddajo. Pravo na oddajo. Ja, adijo, čau. Lepe praznike. Tisti dnevi v mesecu.